lepo pozdravljeni v moji družbi. Z vami sem Teja in zdaj bom pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec marec 2021. Jaz sem karte že zmešala, tako da bomo kar začeli. Zdaj, preden začnemo, bi rada samo še povedala to splošne napovedi, zato sprejmi pač tisto, kar se poistoveti s tabo in tvojim življenjem, vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Evo, s temi kartami bomo pogledali splošne napovedi za mesec marec. Pogledali bomo tudi splošno karto za mesec februar, da vidite, kaj je bilo v februarju tisto, kar je bilo pomembno v vašem življenju in kako se bo to nekako razvijalo naprej v mesecu marcu. Torej, splošna energija za mesec februar imamo sedmico novcev. V prvem tednu marca imamo desetico palic, v drugem tednu imamo kočijo, v tretjem tednu imamo dvojko novcev in v četrtem tednu imamo devetico kelihov. Okay. Zdaj, s temi kartami bomo pogledali konkretne dogodke, kaj se je točno dogajalo. In sicer najprej za mesec februar imamo 3 dogodke, torej devetica novcev, osmica kelihov in hudič obrnjen narobe. Ok. Torej, videti je, da v februarju, da ste nekako tle dosegli neke rezultate. Mogoče niso to zdaj neki končni rezultati ali pa neki konkretni rezultati, ampak vidi se, da ste nekako na neki dobri poti. Tukaj vidi se, da ste dobili neko samozavest, sploh kar se tiče vaše kariere. Zdaj ni nujno, da je to vezano na vašo kariero ali pa recimo šolanje. Lahko je tudi na ljubezensko področje, to si pač interpretirate sami nekako v vašo konkretno situacijo. Ampak videti je, da ste nekako našli neko zadovoljstvo v tem, kar pač ste v glavnem počeli. In potem ste tudi tukaj zapustili nekaj, kar vas več ne osrečuje. Nekje, kjer ste videli, da vam nekaj manjka, to ste nekako zapustili in zelo možno je, da ste se s tem tudi rešili neke karmične lekcije, oziroma da ste zaključili neko karmično lekcijo, ker imamo tukaj hudiča obrnjenega narobe. Dajmo pogledati še lekcije. Imamo štirko novcev in desetico palic. Ja, to je bila za vas neka izkušnja, ki je bila nekako mogoče malo težja in zelo bilo pomembno tukaj, da ste v bistvu v februarju nekako zbrali tisto, kar pač mislite, da vam lahko še ostane, oziroma tisto, kar vas nekaj veseli in da ste šli s tem naprej, vse ostalo pa, da ste se znebili nekih bremen. To je bila nekako v glavnem vaša lekcija za mesec februar. Dajmo pogledati, torej prvi teden marca. V prvem tednu marca imamo desetico palic, kar lahko pomeni, da boste imeli veliko nekih opravkov, zelo boste obremenjeni. Mislim, to bo nekako vaša energija, ni nujno, da boste vi se zapletli v te energije, ampak videti je, da bo ful nekih bremen, dosti nekih opravkov, opravil, mogoče dosti strank, nekako boste čutili neko obremenjenost, utrujenost. Kot dogodke imamo kočijo, imamo kraljico mečev in imamo asa palic, obrnjeno. Ja, videti je, da boste tle dobili nek zagon. Se pravi to, ko ste v februarju zaključili to neko karmo ali pa pač neko negativno situacijo, je videti, da boste tukaj dobili potem neko jasne misli, jasno pot in ful nekega zagona, da bi potem šli naprej. Zelo boste tako osredotočeni vase, nekako boste uravnavali vse te dvome in strahove, nekako jih boste znali obvladovati. In tukaj se vidi tudi, da boste že videli, da prihaja neka lepa priložnost v vaše življenja. In nekako se boste na to tudi pripravljali. Vidite, da boste na nek način končali s preteklostjo in si rekli, ok, zdaj pa to je bilo, to je konc in zdaj se lahko pripravim na nekaj novega. Že boste slutili že v prvih dneh, da vas nekaj čaka, da nekaj prihaja in, ko sem že rekla, boste temu nekako odprli roke. Dajmo pogledati še lekcije. Ne vem, če sem prelomila te karte, ampak že mora biti tako. Ok, vitez kelihov in kraljica palic. Bom jih dala kar sam. Torej, vaša lekcija v prvem tednu. Tukaj bi rekla v glavnem, da nekako
Jaz bi rekla, tukaj nekako bo vaša lekcija, da ostanete lahkotni, brezbrižni, brezbrižni, pač da se ne obremenjujete za neke stvari, ki mogoče niso pomembne. Tukaj bo nekako vaša lekcija, da se pripravite na to nekaj novega, kar prihaja v življenje, da dobite mogoče neko samozavest in predvsem pa, da uživate tam v tem tednu nekako čutim, da morate biti to, kar ste in nekako se prepustiti celemu toku dogajanja in v tem tudi najti neko veselje, neko srečo. Se pravi, zelo tak sproščen teden. Tukaj boste imeli jasne misli, sproščen teden. Prej sem pa rekla, v bistvu, tle pa imamo energije, ja, v bistvu tako, ja, energije so v bistvu bolj utrujajoče, ampak pomembno je, da vi to vse nekako sprejmete z lahkotnostjo, da se tem energijam ne v bistvu podredite, da tudi če imate ful nekih opravkov, jaz bi rekla, recimo, če imate v službi kar naenkrat ful nekega dela, ki vas obremenjuje, da tle v bistvu jasno poveste, da pač ne vem, to je težko zdaj kar tako reči, ker ima vsak neko svojo situacijo in bi lahko bil za nekoga ta nasvet čisto narobe, ampak nekako, da pač poveste, da razjasnite svoje misli in ne vem, da se nekako razbremenite teh opravkov ali pa teh nekih stvari, ki jih morate narediti, zato ker prihaja v življenje nekaj lažjega, nekaj boljšega in če se boste preveč zatopili v to delo, lahko to priložnost izgubite. Zato bodite tukaj čim bolj sproščeni, čim bolj svobodni in nekako poskusite obdržati ta visok nivo do pozitivne energije. V drugem tednu se potem nadaljuje karta kočija. Torej to, kar je tle že videti, da boste nekako se bo vam odprla neka nova priložnost, v drugem tednu videti, da boste s polno zagnanostjo šli proti temu cilju in vidite, da boste, ne vem, tle vidim samozavest in prepričanost, imamo karto stolp obrnjeno, devetico mečev obrnjeno in dvojko novcev. Torej zelo možno je, da ta priložnost, ki se bo zgodila v prvem tednu, da bo s sabo prinesla tudi nekaj malo manj prijetnega. Ampak vi boste to v bistvu uspeli pravočasno prepoznati in tudi primerno reagirati. Ker videti je, da se boste te situacije na nek način rešili. Ko je karta stolp obrnjena narobe, pomeni, da pride neka taka bolj zoprna situacija, ampak jo potem nekako v zadnjem momentu premagate in nekako v bistvu vse tega rešite. Zdaj, to vam sicer lahko v vas povzroča neke konflikte, lahko da boste premišljevali, sploh ker imamo tukaj dvojko novcev, če ste v bistvu naredili v preteklosti napako. Se pravi, če ste naredili napako, ker ste tukaj reagirali tako, kot ste. Se pravi, v tej situaciji, ki bo neprijetna, boste znali najti izhod, kar je dobro, ampak mogoče na to, mogoče drugi ljudje oziroma drugi vpleteni ne bojo tako reagirali, kot bi pričakovali, oziroma bodo zaradi vašega izhoda iz te situacije, bodo mogoče se počutili, kot da so nastradali ali pa da so, ne vem, nekako mogoče bojo začutili neko tako neprijetno energijo in to vas lahko potem na nek način obremenjuje in boste tudi premišljevali o tem, če ste sploh naredili prav, da ste v tej situaciji nekako našli izhod in ga v bistvu tudi izkoristili. Kot karte lekcije imamo karto moč in karto svet. In ja, tukaj bi jaz rekla, da v bistvu vaša lekcija je, da ste močni in da se zavedate, da je to bilo pomembno, da ste tukaj v bistvu pokazali s tem dejanjem, ko ste se rešili te situacije in tudi, če ste druge ljudi zaradi tega nekako potunkali. Ampak ne bi rekla, da jih boste potunkali, bolj bojo oni v bistvu nekako, če gre za neke ljudi seveda, bolj bojo oni nekako ljubosumni, da ste se vi rešili in da oni te moči niso imeli. Ampak ribe, pomembno je, da tukaj ohranite to moč, da naredite to spremembo, ker vas potem čaka nek lep zaključek oziroma neka lepa enotnost, celovito vse svetle vidim, da boste zelo samozavestni in da boste v bistvu imeli občutek, da sedite na vrhu sveta. Okej, zdaj imamo tukaj ponovno dvojko novcev. Kar nekako pomeni, da bo tle še vedno neke dve poti. Zdaj tukaj smo se pogovarjali o teh dveh poteh, da jih nekako zaključite oziroma da nekako tukaj izberete tisto opcijo, ampak tle je, da bo še nekako še vedno neke dve poti bo odprte. Aha, okej. Se pravi,
vi boste v drugem tednu sploh tiste ribe, ki boste ohranile to moč, ki boste naredili to neko spremembo, našli izhod iz situacije, je videti, da boste v tretjem tednu zaradi tega dobili neko novo spoznanje in nek nov pogled na perspektivo. V bistvu nekako se vam bo razjasnilo vse, kaj se je dogajalo v ozadju tukaj in nekako boste spoznali tudi, da ste se odločili prav. Še vedno nekatere ribe se tukaj lahko počutijo preveč egoistične zaradi tega, ampak včasih je dobro biti egoist. Zato, ker na koncu koncev je življenje naše in zdaj, zakaj bi se mi podrejali zato, da bo nekomu drugemu boljše. Pač, če ti najdeš neki izhod iz neke neprijetne situacije in se je pač izogneš, in drugi ljudje ali pa drugi vpleteni nimajo te moči, da bi to naredili, pač to ni več tvoj problem, to je njihov problem in prav je, da ste tukaj ribe pač egoistične. Vi ste se v tistem trenutku znašli, ste izplavali ven iz te situacije in s tem se vam je odprla potem tudi ta neka nova pot. Videti je, da tukaj je nekaj stabilnega, da je že nekaj stabilnega v tem vašem življenju, se pravi na poslovnem področju ali pa v ljubezenskem, odvisno, kje imate zdaj največ nekako tisto področje, ki je zdaj nekako najbolj v ospredju. Ampak videti je, da tule boste kot našli, v bistvu nekako boste dosegli neko točko stabilnosti in potem boste hoteli iti naprej. Nekako boste hoteli iti izven te cone udobja in doseči mogoče nekaj novega. V četrtem tednu imamo še lekcije moramo pogledati. Vaše lekcije so tukaj pravica in šestica palic. In ja, to je točno to, kar sem govorila. S tem dogodkom, s tem, ko boste vi našli izhod iz te situacije, boste v bistvu našli neko ravnovesje. To je zelo pomembno, da tukaj najdete tudi to ravnovesje, da v bistvu pomirite svoje čustva in da se ne obremenjujete s tem, če ste mogoče naredili napako. Vaša lekcija je tukaj šestica novcev, to je zmagoslavje. Se pravi, vaša lekcija je, da ste tukaj zmagovalec. To je bila vaša lekcija in to je bil vaš v bistvu nekako vsa ta dogodek je bil nekako speljan tako, da vas je spodbudil v to, da najdete izhod iz te situacije. In nima smisla, da se zaradi tega obremenjujete, ker imate tukaj kot lekcijo šestico palic, zato, kar pomeni, da morate v bistvu najti nek ponos na to, da vam je uspelo v bistvu nekaj, kar mogoče noben ni pričakoval. In v četrtem tednu imamo devetico kelihov, kar nakazuje na to, da boste v tem tednu nekako ribe zelo vesele, pozitivne, samozavestne, tukaj se vam lahko uresniči neka lepa želja. Ful je zanimivo, ker imamo pri vas tako, da tle imamo kočijo in potem imamo kot karto energije kočijo, tukaj imamo dvojko palic, pa imamo kot karto energije dvojko palic in tukaj imamo devetico kelihov, ki se potem pojavi tukaj kot karta energije devetica kelihov. Tako da, ful zanimivo, to se mi še ni zgodilo. Dajmo pogledati dogodke, imamo devetico palic obrnjeno, sonce in petico mečev. Vidim, da v tem tretjem tednu boste torej hoteli iti v neko nekako izven cone udobja in to je že videti, da boste v četrtem tednu boste še vedno nekako premišljevali, kdaj, kako, ampak videti je, da vas bo gnalo naprej, da nekaj spremenite, da greste, pač da naredite ta neki korak, ki se ga mogoče prej niste upali in čaka vas nekaj lepega. Tukaj je videti svoboda, sreča, veselje, pač sploh te dve karte skupaj. Videti je, da boste tam recimo okrog 28. do 30. marca, da boste ribe v bistvu imele nekako vrhunec meseca. To bo nekako res lepi dnevi, nekaj lepega se bo zgodilo v vašem življenju. Videti je svoboda in veselje in tukaj tudi konec nekih konfliktov. Zdaj, kaj so te konflikti tukaj, mi res ni jasno, ker ta karta nekako, ne vem, s čim bi jo točno povezala. To je v bistvu pri vsaki ribi lahko nekaj drugega, ker pri nekaterih ribah se lahko navezuje na vso to situacijo, pri nekaterih ribah je to lahko kar nekaj mimobežnega, mislim pač nekaj, kar nima veze z vsem tem, kar smo se zdaj pogovarjali, ampak dajmo pogledati še lekcije, pa bomo videli. Imamo viteza palic in desetico mečev.
Ja, torej tukaj je videti, da v bistvu vaša lekcija bo, da nekako obvladujete svoje življenje, da imate to neko samozavest, da veste, da nekako, kot da je vaše življenje neka vaša igra in da tukaj nekako najdete to moč. Zato ker prej sem rekla, da tle bo konec nekih konfliktov, ampak zelo možno je, da v bistvu, da bo to na nek način zna biti tudi nekako naporno, to bo zadnje 2-3 dni, recimo marca, znajo biti te konflikti za nekatere ribe precej naporni, ker imamo tukaj kot lekcijo 10 mečev, kar pomeni, da boste mogli v bistvu premagati to bolečino. Ja, premagati boste mogli to neko bolečino s temi konflikti. Te konflikti lahko v vas vzbudijo neka čustva, ali pa lahko te konflikti stisnejo na nek tak gumb, ki bo zbudil ta čustva, ki ste jih dolgo časa nekako tlačili v sebi, ali pa ki so vas dolgo časa na nek način obremenjevala. Tako da tukaj pomeni, da v bistvu vsa ta čustva premagate in se zavedate, da ste dosti močnejši od vaših čustev, in nekako, da tukaj ohranjate neko zdravo pamet in predvsem to, da v bistvu, da ne reagirate zaradi čustev drugače. Se pravi, če se počutite, ne vem, če se počutite nekako napadene, da ne odreagirate nazaj z napadom, ampak da se zavedate, da vas noben ne napada. Tudi če se tako zdi, če znate nekako ohraniti to čustveno stabilnost in nekako premagati te bolečine, te vse, recimo, težke besede, ki bodo letele na vas, če boste to premagali, vas v bistvu čaka nek lep zaključek, oziroma jaz bi rekla, da boste v bistvu premagali to lekcijo ali pa jo tudi zaključili. Oziroma izpeljali tako, kot je prav, tako kot življenje zahteva od vas ali pa pričakuje, karkoli. Kaj pa se bo dogajalo naprej, bomo videli potem v bistvu konec marca v novi napovedi. Ribe, hvala, ker ste bili v moji družbi. Stisnite mi kakšen like, če vam je bila napoved všeč. Hvala vsem tudi donatorjem, ki ste prispevali za te mesečne napovedi. Malo smo že uspeli nadgraditi kvaliteto teh videov. Nismo še tam, kjer si želim, da bi bili, ampak počasi bomo v bistvu prilezli do malo boljše kvalitete. Ribe, hvala, ker ste bili z mano in se vidimo ponovno čez slab mesec.